Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In seveda, če spremljate kasneje preko YouTuba, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, da malo požene algoritem in seveda, da priporoča tudi drugim ljudem. Danes je torek, 28. april in imamo zdaj kar pestro dogajanje. Včeraj je bil praznik, tako da smo imeli live samo preko Patreona. In kaj smo mi gledali? Mi smo gledali ponovno tale kanal, ki ga imamo na enournem časovnem intervalu na Bitcoinu. In včeraj smo govorili, če mi izgubimo spodnjo mejo tega kanala, je potem večja verjetnost, da gremo pobirati likvidnosti spodaj. In mi smo potem včeraj izgubili tole spodnjo mejo kanala. Ta prvo likvidnost, ki smo jo včeraj označili, smo že pobrali tukaj, tako da jo bom zbrisal. Če mi nadaljujemo pot navzdol, potem nas čakata še ti dve likvidnosti na okoli 74.800 in pa še tale tukaj spodnja na okoli 73.650, tam nekje. Zdaj, ja, situacija tukaj za Bitcoin ne izgleda ravno najboljše. Tukaj smo imeli tale padec, potem še en padec in če pogledamo RSI tukaj na enournem časovnem intervalu, smo mi tudi naredili skrito medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj smo mi naredili vrh in pa višji vrh. In seveda skrita medvedja divergenca lahko namiguje na nadaljevanje padanja in v tem primeru bi mi lahko šli pobirati tole likvidnostno območje tukaj spodaj na okoli 74.800, kot smo že prej omenili. Na 15-minutnem časovnem grafu, ja, tukaj vidimo, to bi lahko tudi označili kot neke vrste dvojni vrh. Izgubili smo njegovo neckline mejo na okoli 77.400 in smo jo celo šli testirati gor kot odporno mejo. In ja, zdaj bo treba gledati tukaj 76.600, če tudi to izgubimo, potem mi lahko nadaljujemo padanje dol vse do 75.000. Ampak ni pa še vse izgubljeno. Zdaj, seveda, tukaj smo mi izgubili tale kanal, ampak bilo bi ekstremno bikovsko, če mi pridemo nazaj notri v ta kanal, tako da bomo videli, če se bo morda tole zgodilo. Zakaj? Čaka nas še vedno tale likvidnost tukaj zgoraj na okoli 79.500. Tukaj je ogromno ljudi, ki so stavili na padec. Tako da, če pridemo slučajno notri nazaj v tale kanal, potem ja, je tudi velika verjetnost, da mi poberemo tudi tole likvidnost. In seveda potem rastemo tudi naprej gor po temu kanalu. Kot vidimo tukaj po temu indikatorju, ogromno ljudi, tukaj oranžna krivulja predstavlja Bitcoin, ogromno ljudi je točno na tem vrhu stavilo na padec. Poleg tega, funding rate je tudi kar precej negativen zadnje čase, tako da bi to lahko bilo še zanimivo. Seveda, ta glavni indikator tukaj je gibanje cene,
tako da, ja, zdaj ta glavno, kar gledamo, je pač izguba tega kanala in ali bomo mi slučajno padali naprej dol. Poglejmo si zdaj še ta naš likvidacijski graf, kjer so vse likvidacije. Kot vidimo, tukaj spodaj, na okoli 76 300 je kar precej ljudi, ki so stavili na rast. Tile so kar blizu, tako da bi lahko šli še tole pobirati naprej. In potem imamo tukaj zgoraj 78 600, ogromno ljudi, ki so stavili na padec. Poglejmo mi zdaj še tedenski, samo malo, je kar malce štorasto to vse skupaj. Poglejmo za cel teden, kaj nam tukaj kaže. In lahko vidimo tukaj ogromno ljudi, 79 800, torej tako, kot smo označili mi tukaj, je ogromno stop lossov ljudi, ki so stavili na padec. In potem imamo tudi tukaj spodaj unih, ki so stavili na rast, na okoli 76 200. Glede na to, da padamo dol, po mojem bi znalo biti, da gremo mi prej pobirati tole tukaj spodaj. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum je čisto cikcakast. Sicer ima tukaj svoj uptrend, ampak trenutno imamo neko čudno konsolidacijo, neko cikcakasto konsolidacijo, nima tako lepega trenda, kot ga ima Bitcoin, tako da očitno bo treba malo bolj spremljati Bitcoin in kaj se z njim dogaja in seveda to prenesti tudi na Ethereum. Zdaj, kljub temu padcu, mi se še vedno zadržujemo v tej konsolidaciji. In na tej meji 2285, tam nekje. In mi smo včeraj označili tukaj dva scenarija. Če dobimo odboj, nas potem čakajo tukaj tale likvidnostna območja vseh tistih, ki so stavili na padec. Tukaj imamo enega, točno na 2400, potem je tukaj še eno na 2420, in potem še tukaj zgoraj na 2455. In pa spodaj, seveda, če mi izgubimo zdaj tole mejo, bom jaz tole malo oddaljil, če mi izgubimo tole mejo, potem mi lahko pademo vse dol do 2170. Je pa trenutno trg kar precej negativen, mislim, nismo toliko v preprodanem območju, kar se tiče tega indikatorja, ampak vidimo tukaj, ja, točno tukaj na tem vrhu so ljudje stavili na padec, kar se tiče Bitcoina in tudi kar se tiče Ethereuma. To je tole območje na okoli 2400. Bomo videli zdaj, če mi dobimo kakšen odboj in če bomo mi šli tole pobirati. Zdaj, ena stvar, ki jo jaz spremljam, je tudi Nasdaq. To je tedenski časovni interval in ima tudi zelo, zelo zanimivo cenovno gibanje. Nasdaq se lepo giblje v temu naraščajočemu kanalu in smo prišli celo do vrha tega kanala, malce čez, in v bistvu je naredil novi all-time high, medtem ko kripto se je komaj da kaj premaknil. Zdaj vprašanje je, ali bo Nasdaq tole zgornjo mejo prebil. Zdaj, če jo bo prebil, bo tukaj seveda za pričakovati nadaljevanje rasti in potem v tem primeru bi se lahko tudi kripto malo pobral, končno, a ne?
Ampak, če pa smo mi zavrnjeni od tele zgornje meje tegale kanala, potem pa lahko pademo tudi vse dol do spodnje meje in v tem primeru bi lahko tudi kripto kolapsiral. Tako da, ja, poleg tega, da se spremlja kripto, je dobro spremljati tudi delniške trge, predvsem tale tehnološki indeks Nasdaq, kako se on kaj giblje. Zaenkrat, kar precej bikovsko tukaj vidimo, smo se odbili točno od sredine tegale kanala in smo zrasli gor za, koliko je to? Za skoraj 20%, to je absolutno fantastično. Medtem ko kripto je praktično stal na mestu. No, sej, tudi kripto se je dvignil, ampak pri kriptu bi bili seveda vajeni na malce več. No, kot sem rekel, treba spremljati tudi delniški trg, kako se kaj giblje. Če mi dobimo zavrnitev, potem po mojem ne bi bilo nič kaj dobrega tudi za kripto. Zdaj, če je pa nadaljevanje rasti, pa bi se potem po mojem tudi kripto lahko pobral. Bomo videli, kako se bo zdaj razvijal mesec maj. Seveda, ta glavno za spremljanje zdaj bo seveda tukaj Bitcoin, trenutno skrita medvedja divergenca, kar bi lahko pomenilo nadaljevanje padanja. Tako da, če bo še karkoli pomembnega, bom seveda tole dodatno javil tudi preko Patreona, tako da če me želite spremljati tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Če pa to spremljate kasneje preko YouTubea, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega, seveda, če vam je to všeč, se priporočam tudi za kakšen všeček, da tudi malo požene algoritem in seveda priporoča tale video tudi drugim. Tako, jaz vam zdaj želim en lep teden še naprej, imejte se fajn in seveda se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.